Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, Gregor Kos, v bistvu predstavnik, bom rekla, liste, državljanske liste, ki je prva v Sloveniji, sploh če vem, na tem področju, začela orati v bistvu ledino kot nestrankarski element, ki se je prijavil v bistvu oziroma želi sodelovati na volitvah. To se pravi Ljudska lista, Zdrava družba, dobrodošel in dober večer. Dober večer, Tjaša, hvala za vabilo in lep pozdrav vsem ostalim prisotnim. Se že veselim tega pogovora. No, enako, sploh glede na to, da smo ga malo prestavljali, tako da zdaj pa še toliko bolje, 1. marec je en tak krasen dan, marec je tako ali tako mesec, v katerem se dogajajo same čudovite stvari in jaz upam, da bo tudi tale naš pogovor uvod v eno vašo še bolj čudovito zgodbo in da se pojavite v Slovenskem državnem zboru kot Ljudska lista. Tako da te bom na začetku kar takoj pobarala okoli tega, ker moramo izvedeti, malo smo se že pred začetkom pogovarjali o tem, ampak mislim, da marsikoga zanima, kako to vaše udejstvovanje, kako ste se sploh odločili za Ljudsko listo in kakšen je postopek, kakšen je način, da pridete v parlament, tako da najprej tebi prepustim besedo, izvoli. Hvala, Tjaša. Moram pa vendarle iti najmanj leto nazaj, v bistvu konec decembra 2020, začetek januarja 2021. Takrat smo mnogi razmišljali, kaj zdaj v tej razglašeni krizi narediti. Videli smo skupine in iniciative po celi Sloveniji, vsak je želel nekaj narediti, opozoriti na kakšne probleme, ki so jih imeli. In zelo hitro je bilo jasno, da dokler so te skupinice lokalne, da z njimi večjega glasu od lokalnega ne bojo mogle doseči in smo rekli, nekaj moramo narediti, da se povežemo. Takrat je nastala ideja o civilno-družbenem gibanju Zdrava družba. Imeli smo serijo možganskih neviht, ker smo vedeli, da če želimo delati na nekakšnem povezovanju, da rabimo vsebino, da je lahko samo vsebina povezovanje. In nastali najprej 10 točk kriznega načrta. Kot prvo točko smo oblikovali konec škodljivih in neustavnih ukrepov in potem še 9 drugih točk. Tudi predlagali smo nek osnutek razvojne vizije Slovenije in pa narodnostni premislek in rekli smo, to je zdaj osnova, da lahko gremo po terenu. Z februarjem 2021 smo se začeli voziti po Sloveniji od točke do točke. Do danes je bilo takih točk že 63, preko 10.000 kilometrov smo naredili v tem času, kljub vsem omejitvam seveda. In še prve pol leta smo najprej razlagali te neke osnovne stebre, ki smo si jih zadali v gibanju. Jih bom samo naštel: šolstvo, zdravstvo, samooskrba glede hrane, pravna podpora, komplementarna valuta in pa nekaj, kar smo poimenovali kreativno državljanstvo. Pa bom v nadaljevanju razložil, kaj to je. In neke prve pol leta smo še razmišljali o tem, kako bi programsko se povezali in delali v sklopu nekih neparlamentarnih strank in da bi pol v njih iskali nek skupni nastop na volitvah, ko enkrat bodo. Lani januarja pa februarja je bilo to še odmaknjen čas, ne? Ampak kar presenetil nas je odziv, ko smo bili na terenu, da kadarkoli smo prišli do te točke političnega udejstvovanja, je bila tišina v dvorani še večja, samo da smo omenili politične stranke. Zelo hitro je bilo jasno, da po 30 letih skoraj ni več barve, logotipa, nasmeška, slogana, ki nas lahko še prepriča, da zdaj bo pa ena ta prava, pa ne glede na to, ali je neparlamentarna, parlamentarna. In kar je bilo pa odločilno, je bilo pa to, da smo se poleti lani začeli aktivno srečevati z županjo Semiča Polono Kambič, ki je takoj povedala, da jo tudi zelo zanima to, kar delamo, da bi zelo rada sodelovala, ampak da tudi ona ne bi rada več sodelovala v kakšnem projektu, ki bi bil še vezan na politične stranke. Pa kljub temu, da je ona v bistvu 3 mandate postala županja kot pač na listi politične stranke, in smo iskali rešitev. In takrat smo šli pogledat
ko smo vedeli, da nekaj moramo narediti, da pač če je neko nezadovoljstvo, pejmo v ta del, ki ga rečemo zdaj kreativno državljanstvo, torej kot nadgradnjo aktivnega državljanstva, vlagali smo zakone, protestirali smo, pisali smo vse možne stvari, smo rekli, pejmo en korak naprej in našli smo 44. člen zakona o volitvah v državni zbor, ki sicer opredeljuje eno najtežjih nalog in to je, da se lahko državljanke in državljani oziroma volivke in volilci v vsaki volilni enoti sami v bistvu izvedemo in izberemo kandidatke in kandidate v volilni enoti, vendar moramo zato v vsaki volilni enoti zbrati 1000 fizičnih podpisov na upravni enoti. To je točno to, kar zdaj poteka. Torej skupaj v 8 volilnih enotah 8000. Naj dam sam za primerjavo, neparlamentarne stranke potrebujejo za podoben proces vložitve liste zgolj 800 podpisov, po eni še lažji proceduri celo samo 400. Vemo pa, da parlamentarne stranke potrebujejo pa samo 3 podpise poslank in poslancev in grejo enostavno na naslednje volitve. Ampak takoj, ko smo videli to možnost, smo rekli, da če kdaj, nas pa zdaj res ne sme biti strah, a bomo uspeli zbrati 8000 podpisov, pa seveda, še enkrat poudarjam, to ne pomeni 8000, da se usedemo v Ljubljani, pa bomo kar nekje podpisali na enem koncertu, ampak v vsaki volilni enoti najmanj 1000. Zelo hitro smo se zavedali izziva in da to ni enostavno, ampak glede na to, da je za nami že bila tudi stresni test, če lahko tako rečem, povezan z iniciranjem zakonodajnega referenduma o vodah, kjer se je ta naša mreža po celi Sloveniji, ki smo jo uspeli že postaviti, že pokazala kot najmanj dovolj dobra, smo rekli, pejmo naprej. To in od oktobra lani, ko zdaj to varianto, kot mi smo imenovali pač Ljudska lista, predstavljamo po lokacijah po Sloveniji, so dvorane najmanj 2-krat bolj polne, ker ljudje so bili v bistvu željni neke alternative, neke rešitve in očitno je v besedi nestrankarsko nekaj magičnega, nekaj, kar smo očitno mnogi zelo dolg časa čakali. Do zadnjega je bil pa zmeri na terenu tisto vprašanje, kje je zdaj, kako naj temu rečem, catch, kaj se skriva za tem, a je to sicer orodje, pa nam bo zdaj nekdo rekel, da morajo biti pa te kandidati. In pol ta zadnje presenečenje je zmeri bilo, ne, vi morate povedati, kdo so vaši kandidati. Jaz recimo v Ljubljani ne morem vedeti, kdo je zanimiv kandidat v Prekmurju, kdo je tisti, zaradi katerega boste vi vstali pa šli na volitve, ker tudi ena od stvari, ki jih tudi zmeri povemo, da ključ je izključno povišanje udeležbe na volitvah. Vse ostalo je pač zgolj še ene volitve, kjer bi se praskali neke procentke 0,1, 2, 3, kar nima nobenega smisla in da moramo najti nekaj, kar dviguje udeležbo. Upam, da nisem predolg. No. Ne, saj je zelo fajn. Jaz se sproti pišem še vprašanja, tako da zdaj v bistvu Ljudska lista je ena od oblik, moram najprej pojasniti tako, današnji scenarij, ponavadi začnemo se pogovarjati takoj o volilnem sistemu. Ampak glede na to, da je Gregor in da z Ljudsko listo in gibanjem Zdrava družba en prvih podpornikov tega našega sistema, mislim, da tukaj prav dosti ne bomo povedali novega, zaradi tega, ker prepričanega ne bo imel smisla, tako da mogoče bom za kakšno minuto, 2 ali 5 gospodu Pintarju vendarle prepustila besedo, bomo pa mogoče malo več se pogovarjali, pa kakšna druga vprašanja načeli na to temo. Tako da, še enkrat poudarjam, to se pravi Gibanje Zdrava družba in Gregor Kos so podprli to našo prvo zahtevo, to se pravi sprememba volilnega sistema. Tukaj se bomo tega kar malo ognili, no se pravi razen gospoda Pintarja, ki bo povedal par besed. Imam pa vprašanje, pri Ljudski listi, Gregor, je vse super, pridete v parlament in to, ampak ste še vedno v nekem podrejenem drugačnem položaju kot ostale stranke, ne? Kolikor jaz vem, funkcioniranje, pa oni pravijo, zdaj druge stranke pravijo strokovci, ne? So financirani in tako naprej. Vi pa tega financiranja ne boste deležni, tudi če prestopite parlamentarni prag, če je meni prav poznano
Po mojem branju poslovnika Državnega zbora temu ne bi smeli biti tako, ker se v Državnem zboru oblikujejo poslanske skupine, ki jih oblikujejo politične stranke ali liste volilk in volilcev. Tako da lahko, da se motim, smo že par razgovorov o tej temi opravili, ampak po našem mnenju ne bi bilo za listo volilk in volilcev prav nič drugače kot za politično stranko v smislu tega, da se organizira poslanska skupina in da poslanska skupina, tisto, kar je najbolj važno, lahko sodeluje v vseh delovnih telesih in temu primerno predvidevamo, nimamo pa to črno na belem nikjer napisan in tukaj lahko, da se motimo za našo interpretacijo, da bi temu primerno sledile tudi vse ostale predpise glede tako imenovanih strokovcev in vsega ostalega, kar pripada tudi političnim strankam. Še enkrat, lahko, da se motimo. Ja, jaz se bi bila zelo vesela, da se v bistvu jaz motim, no? Tako da, ker pošteno bi bilo, da so pravila za vse enaka, ne? Ampak pri naši zakonodaji nikoli ne veš, kje se bo kakšna luknja pojavila, tako da... Jaz imam celo bolj občutek, oziroma ne morem se znebiti občutka, kakor da je ta rešitev 44. člena nekako, kot da bi kot nek privid ostala v zakonu, kot nek privid, da mislimo, da je možno tudi neko osnovo demokracije izvajati, ker v bistvu po temu členu ne sledi nobenih drugih opredelitev, ki bi bolj opredelile ali zahteve ali pa možnosti te izvedbe. Ostajata zgolj dve, ki sta enaki tudi za politične stranke, torej da na listi mora biti 35% enega spola in da se mora seveda vsaka kandidatka oziroma kandidat pisno strinjati s tem. In to je v bistvu vse, kar opredeljuje listo državljank in državljanov. Tako da verjamem, da kdo, ki je se s tem srečal že v preteklosti ali pa mogoče tisti, ki so mogoče sodelovali tudi pred oblikovanju te volilne zakonodaje, da bojo bistveno več lahko povedali. Jaz osebno, glede na to, da sem na enih volitvah že za politično stranko sodeloval, me čudi, da takrat tega nismo opazili, da tudi ni bilo niti govora o tem, ne? Ker ni bilo, jaz se nikoli ne spomnim, da bi kdo rekel, lažje je z politično stranko, kakor s tem. Sploh se ne spomnim govoric o temu, ne. Tako da tisti trenutek res pa, ko smo pa to videli, smo pa rekli, pa to je to. To je tisto, kar potrebujemo, ne. Ker ne glede na to, koliko so lahko vse stvari v zvezi s politično stranko transparentne, nažalost smo v 30 letih ta strankarski sistem uspeli ljudem popolnoma odtujiti. Tako, kakor smo, nažalost, na mojo res veliko žalost, sploh zato, ker sem politolog, uspeli v bistvu zagabati besedo politika in tukaj imamo Slovenci še eno veliko anomalijo, da za angleški policy in politics imamo isto besedo. Vse skupaj mi mečemo v en koš. In da še tisto, kar bi se lahko dobrega pogovarjali o policy, mi enačimo s politics. In res nas čaka veliko, da bomo vrnili to pomen policija ljudem, da se zavedamo, ali pa recimo na vsaki predstavitvi govorimo, koliko ljudi se v Sloveniji pogosto vidi za ministre, za predsednike vlad, pa ne vem kaj še vse. Zelo redko pa srečaš človeka, ki bi rekel, jaz bi pa želel biti poslanec. Ja. A veste, jaz sem največkrat slišal, te bojo kandidirali, ampak srečati človeka, ki bi rekel, želim si biti poslanec, ker vem, da dokler ne bo v Državnem zboru dovolj verodostojnih oseb z integriteto, nimamo kaj sanjati o tem, da bi lahko imeli verodostojne ministrice in ministre, kaj šele verodostojne predsednice vlad ali pa predsednike. Ampak ta razmišljanje je kot neka znanstvena fantastika. Vsi se vidijo tam, noben pa ne razume, da temelj je vendarle Državni zbor kot zakonodajna veja oblasti in da če tam ni temelja, ne more izvršilna veja oblasti tako rekoč ničesar ne nadstandard narediti, kar šele tja privabiti res verodostojnih oseb. No?
Ja, jaz mislim, da imamo tukaj dve težavi, ne. Prva težava je to, da si nekako človek v osnovi, če si malček idealista, ne, in utopista hkrati, si predstavljaš, da je ena taka funkcija dela v državnem zboru vendarle nekaj častnega, ne. Da to dejansko bi te morali na podlagi nekih tvojih izkušenj, doprinosa skupnosti predlagati in v bistvu je to častna funkcija, ne. Po drugi strani se pa absolutno strinjam, da imamo pa to, da si zagabiti politiko, ne, ljudem v res največjem možnem pomenu, tako da dejansko mene ne čudi, ne. Slišim pa vse pogosteje in kar me veseli, pa stavek, če želiš karkoli spremeniti, se moraš aktivirati, ne, in to je verjetno edina pot, da mogoče pa med vsemi se pa idealisti le še noter uspejo nekako skozi neko šivankino luknjico umestiti in da se bodo stvari začele odvijati v pravo smer. Me pa zanima... Če dovoliš, Tjaša, res se upravičujem, nočem prekinjati, ampak moram eno misel dodati. To soboto sem jo slišal na sestanku od mlajše kolegice Nine in mi je tako lepa misel, da jo moram ponoviti. Namreč, ko govorimo o poslancih, je njej prav na tem sestanku kapljalo v glavo, da gre za poslanstvo. In tukaj je dojela smisel tega, kar se pogovarjamo. To je poslanstvo, ne? To ni biti poslanka ali poslanec, to je poslanstvo, ne? In takrat ji je kliknila in rekla, zdaj mi je jasno, kaj ta aktivacija pomeni in kaj je ta naloga. No? Gospod Gregor, lahko, gospod Tjaša, jaz vam na vprašanje, namreč to, kar vi počnete, je dejansko čudovito, ampak v javnosti o tem ničesar. Jaz sem prav srečen, da smo se danes vsaj prvič videli, kajti v Slovenskem razvojnem svetu smo naredili strokovni program za državljane. Kajti mi smo pač na to strankokracijo obupali. Tudi, če jim še tako pametne stvari pošiljaš, niti ena stranka v svojem programu ne piše o razvojnih zakonitostih. Nobena, mislim, to je tak primitiven nivo in to, kar ste vi ugotovili. Glejte, te ljudje so namenoma priskutili politiko ljudem, zato da ne grejo na volitve. Tako da prav fenomenalno je toliko, kar počnete, pa o tem ničesar v javnosti. Ampak tudi, gospod... Tako da jaz vam eno prošnjo še, ker tudi kontakta z vami nimam, če bi povedali, na kjer naslov vam lahko tudi pošljem, da vzpostavimo kontakte pa telefonče, ker dejansko vidim tole, naši koncerti se popolnoma prekrivajo, popolnoma. Samo mi imamo bogato vsebino, vi imate drugo in tole skrb spraviti, ker mi moramo dejansko, ta strankokracija naredila 80 milijard škode v 32 letih. Ne, to niso pravljice. Škodo, efektivno. In ne mislijo nič popravljati, to je naslednja zgodba. 8 vprašanj ključnih sploh ne obravnavajo v programih, ker jih ne znajo obdelati. To je problem. Gospod Kos, res prav vesel sem, da smo se videli, ta prvič. Tjaša, a jaz lahko malo vrnem nazaj temu, kar je bilo povedano? Seveda, izvolite. Najprej... Samo toliko povem, gospod Stanič, vam bom jaz poslala od gospoda Kosa mail, drugače pa tudi v chat ga dal. Gregor, tebi pa pošljem od gospoda Staniča, tako da bosta povezana. Ja, gospod Gregor, najprej okrog te možnosti, pravite, je nekako ostala. To ni bilo čisto tako. Ta zakon je nastajal leta 1992, takrat je bila euforija, nastajale so stranke in večstrankarski sistem in verjelo se je, da večstrankarski sistem sam po sebi pomeni demokracijo. Takrat je bila vsa družba angažirana, hkrati se pa ni govorilo o neki civilni družbi. Neka skupina nas je bila, ki smo to možnost zahtevali, pa se je pozneje izkazalo, da je bila to neke vrste past. Ne vem, če ste razmišljali, prav pa je, da se na glas pove, da je v naš sistem, potem ko so gradili ta sistem računanja rezultatov, bil sprejet nek model D'Hondtov, ki je bil kasneje še enkrat korigiran, in ta model pravi, da
stranke, ki niso uspele in niso prešle praga, se glasovi odvzamejo in razdelijo na ostale stranke v razmerju rezultatov, ki so jih te dosegle. In ko so vodilne stranke ugotovile, da bojo te glasove one dobile, če neka civilna iniciativa ne uspe, so dopustile, da je ta stvar dejansko bila ugrajena, imate pa prav, ni bila pa potem razdelana, ampak je bilo samo rečeno, za njih veljajo enaka pravila. Torej, veljajo tudi pravila glede financiranja. Financiranje imamo dveh vrst. Ena vrsta je direktno financiranje glede na število poslancev. Obstoji pa neko ne tako zelo znano financiranje političnih strank, ki so na volitvah dosegle več kot 1% glasov. One dobijo neko financiranje zato, da bi lahko s svojim delom nadaljevale. Toliko okrog tega. Druga stvar pa je, gledajte, mi, ko smo zdaj pripravljali nov model, smo se s tem veliko ukvarjali. Za nas je preprosto nekorektno, nepošteno, pravniško gledano se temu reče nesorazmerno, je zakoličen postopek imenovanja kandidatov. In naš predlog je bil, da parlamentarne stranke, ki imajo poslance, druge stranke, ki so doslej prišle preko sklepa vodstva strank do kandidatne liste in civilne iniciative, da bi morali imeti v fazi kandidiranja praktično enak postopek. Zato smo mi zapisali, da zato, da nekdo v okraju, mi gradimo na volitvah v okrajih, tako politična stranka, ki ima lahko 10 poslancev, kot skupina državljanov, ki smo imenovali državljanska lista, vsaka potrebuje 150 podpisov volivcev iz tistega okraja, ki to listo potem dejansko legitimizirajo, če tako rečem. Še eno zadevo je, na katero vas opozarjam, gre za neke omejitve, kdo lahko kandidira po sedanjem zakonu. Mi smo na teh omejitvah precej bolj razčistili, skratka, obstojijo neke dejavnosti, ki so nezdružljive z poslancem, nekatere se potem lahko razčistijo, ko je, če je nekdo izvoljen, nekatere so pa take, da ljudje že kandidirati ne morejo. Na to vas opozarjam, ker tu prihaja pri novih strankah pogosto do napak in te napake potem komisija rada izkoristi in diskvalificira listo, in če jim bo uspelo samo v eni enoti listo diskvalificirati, bo to dejansko neke vrste polomija. To je 10%, še nekaj več glasov glede na sedanje število enota. No, to so pravzaprav stvari in jaz sem zelo vesel, da greste to poskušati. Mislim, da je to odlična zadeva. Kot sem pa rekel, enkrat je nekdo že poskušal na ta način pride do tistih potrebnih 4%. Zdaj dejansko, ko se začne računati, tam zadoščajo približno 3%, ker ko se od spodaj navzgor, od tistih, ki so dobili najmanj glasov, te glasove deli, se potem vsakmu nek delež poveča, kot sem rekel, sorazmerno z rezultatom. Tako da tisti, ki imajo na začetku tam okrog 3%, če je veliko strank, ki so dosegle manj, te tudi pridejo potem nazadnje na 4%. To je ta zadeva. Zdaj, zelo natančno ste tudi povedali problem sedanjih kandidatov, poslancev, je, da jih imenujejo politične stranke in da pravzaprav temelji njihova izvolitev na njihovem poznavanju dejansko preko medijev.
Zato so velike stranke zasedle te medije, vsiljujejo svoja pravila in zelo težko boste prišli do enakopravne predstavitve. Zato jaz mislim, da zelo pomembno bi bilo, da vi greste na pogovore v lokalne medije in poskušate kandidate neke enote preko lokalnih medijev, ker tam seveda boste lažje uspeli kot pa na centralnih medijih. Tam te prideti zraven, to je čudo božje. Zadnjič mi je človek rekel iz ene take stranke, ki poskuša, ki bo mogel, ona upa na 4%, realna možnost je okrog 1%, je rekel, da ga je že 6 kosil oziroma večeri z novinarji koštali, pa še niti ene predstavitve kandidatov si ni uspel zagotoviti. Recimo, nekaj pove o medijskem prostoru, nekaj pa tudi o novinarjih, ki se pustijo povabiti na večerjo, pa ni rezultata. Še par besed o našem sistemu. Glejte, mi smo zato izhajali iz tega, da Slovenija ni razdeljena na volilne enote, kar na nek abstraktni način, ampak da izhajamo iz statističnih regij in da imamo namesto sedanjih 88, 44 okrajev, da pa polovico tega, oziroma točneje 38, ker 2 sta voljena kot poslanca narodnosti na poseben način, da izvolimo dejansko v teh okrajih po enega kandidata direktno. Razlogi so številni. Prvič, da ne ostajajo bele lise kot zdaj, s tem se boste vi tudi srečali. Tretjina Slovenije že dolgo nima poslanca, nekatere skoraj nikoli, ne, v zadnjih desetletjih. No, mi bi s tem zagotovili pokritost, zagotovili bi domačega poslanca, zagotovili bi, da ljudje vejo, kdo je njihov poslanc, ne tako kot zdaj, ki ga ni, ne. In zato so ti poslanci zdaj mnogo lažje plen politične stranke, ki zahteva avtomatizem glasovanja in 100% partijsko disciplino. Potem to seveda ne bi bilo mogoče, če bi imeli mi neke, lahko bi rekel, ljudske poslance. Ne bom naprej razlagal te zadeve, vesel sem, da ste nas podprli. Zdaj, če imate v svojih vrstah kakšnega strokovnjaka, mi bomo še dodelovali to na podlagi javnih pripomb. Zanimalo me bo potem mimogrede, kakšen je vaš odnos do vprašanja obvezne volitve. To vprašanje se stalno pojavlja v prostoru, ne. Predvsem sem pa vesel, da ste se odločili in če lahko tudi mi kaj prispevamo, bi bilo zelo fejst, mislim, bomo z veseljem prispevali, ker bi bilo zelo fejst, da se Slovenija enkrat vendarle sreča s tako dobro organizirano civilno iniciativo, da je uspe prodreti v parlament. Toliko za zdaj, če pa diskusija o volilnem sistemu, se bom pa rad še vključil vanjo. Hvala, Tjaša, za besedo. Gospod Milan, hvala, jaz se strinjam z vami in Gregor, bom jaz tako izhajala iz tega, kar je gospod Milan povedal. Tvoja uporabniška izkušnja našega obstoječega sistema in njegova nadgradnja bo verjetno super prav prišla pri oblikovanju potem našega zakona, tako da upam, da bo tvoj odgovor, da si boš pripravljen posredovati in sodelovati v teh stvareh, seveda tudi. To je prva stvar. Druga stvar me pa zanima, zelo se v bistvu pritožujejo tudi ostale stranke, ki se borijo za vstop v parlament, ne zgolj, dobro, tudi vi ste lista, ne, zdaj vas jemljemo kot neko celoto. Ta dejansko del medijski, ali imate težave s tem, ali ste naleteli vendarle na odprta ušesa in možnost predstavitve? Z eno besedo katastrofa. Celo državna STA
ki naj bi veljala včasih kot tisti zadnji branik, da pridejo na dogodek, da ga pokrijejo, je recimo na novinarsko konferenco, ki smo jo naredili ob začetku zbiranja podpisov, da tudi javno predstavimo in štab in delovanje in vse, poslala samo fotografa in rekli so, pošljite sporočilo za javnost. Tako da res globoko razočaranje, kljub temu, da smo sicer zdaj, danes sem zvedel, da napačno napisali, da gre za prvo tako listo v zgodovini in to moramo zdaj popraviti, ne smemo več tega tako na ta način govoriti, zdaj, ko vemo, da je že ena tovrstna se oblikovala. Ampak v vsakem primeru, tako kot je gospod Pintar lepo predlagal, sami smo zelo hitro videli, da z nacionalnimi množičnimi mediji ni nič, še več, tudi ko se pogovarjamo o potencialih kakšnih zakupov prostorov, tudi tukaj ne gre stvari skozi, kar je še večja anomalija. Ko smo pa recimo imeli predstavitev v Sevnici, pa ni bil noben problem, da je na predstavitvi sodelovala celo novinarka Zasavskega vestnika, naredila potem online objavo in tudi v tiskani objavi brez enega vloženega evra, ker jo je zanimalo točno to, kar se danes pogovarjamo, da se državljanke in državljani lahko sami organiziramo za nastop na volitvah in je bila to novinarsko zanimiva tema, da se je obdelali, ne kot promocijo nam, ampak kot možnost, kaj dejansko obstaja, ne? Tako. Ne, se je zanimivo, v bistvu, da strani novinarjev samih ni izkazanega tega interesa, ker konec koncev gre le za nekaj novega, za nekaj, česar smo državljani zdaj željni, ne, te spremembe, ne, ker mislim, kakorkoli obrneva je zagotovo, jaz vem, da si ti odprl stranko, pa da si se potem odločal na drugačen način, ne. Je to tudi na nek način nek promocijski korak v zelo dobrem smislu, s tem, da seveda govoriva tudi dve stvari, sta mi bili strašno všeč o kreativnem državljanstvu in možganska nevihta. To mi je super, da si bo zapomnila, tako da če kdaj ukradem, me ne zavčeca, lepo prosim. Z veseljem. Zdaj pa, a si ti bil pobudnik ali je to zmožgančkalo na vas večno tako? A prav ta konkretna rešitev ali gibanje? Gibanje je... Lista, državljanska lista. Gibanje je nastalo po premisleku možganov najmanj 8, pa nekateri se takrat sploh nismo poznali, dobivali smo se enkrat na teden, 6 tednov, da smo prišli do te civilno-družbene zgodbe. Sama rešitev te liste državljank in državljanov je pa nastala v aktivni komunikaciji najprej z županjo Semiča Kambičevo, ker je ona dala pač pobudo in smo začeli iskati. In naslednji, ki je pa dobil možnost, da smo mu rekli, kaj pa ne zdaj s tem in ali je to sploh zanimivo, je bil pa doktor Teršek, ki je pol tudi rekel, to so osnove demokracije in če boste šli po tej poti, lahko dosežete tisto, kar strankam po navadi sploh novim ne more uspeti in je lahko to tisti izziv v nekih res prelomnih časih za nekaj drugačnega. No? Gregor, to je super tema, ampak zdaj se moramo pa še malo vam posvetiti tako, ne? Zdaj si nam odprl čisto neko drugo vidno polje, kaj se da pri nas narediti, tako da predvidevam, da bo 2026 bistveno drugače, ne, če ne že kaj prej. Ampak greva, zdaj mi te poznamo prvenstveno po tej akciji za vodo. Ne? Vsaj midva sva se tudi spoznala in sodelujeva tudi sicer že pri vseh drugih stvareh. Jaz sem ti neskončno hvaležna, da si en redkih, ki se vedno odzove in to tudi marsikaj in mnogo pove o človeku, tako da še enkrat hvala za vse tvoje pripravljenosti in za potrpežljivost z mojimi stalnimi nekimi zahtevami. Tako da po drugi strani pa voda. Zdaj se moram dotakniti tega referenduma. V bistvu se je tu zgodila ena taka strašanska, meni nedoumljiva zadeva, da sta dve pobudi bili in da pa potem je šlo pa to na dve strani, ne.
kako je to mogoče, da v bistvu tudi ta del, ki sodi pod civilno družbo in ima neke elemente, ki vendarle vodijo v dobro celotne družbe, ne pustimo to politiko, da je še vedno, da tudi kot državljani nismo dovolj močni, da presežemo določene stvari. Jaz vem, da ste se vi trudili, ampak da ni šlo skozi. Ki vidiš, a smo res tako vsak sebi, ali bi vsakrat nekaj še pokazal dodatnega, ali je to bilo zgolj politično, no? Pa ne govorim za Moram biti zelo odkrit pa povedati tisto, kar je dejansko bilo, ker mislim, da nima nobene potrebe olepšavati situacije in nažalost mi imamo nekaj, kar imenujemo civilna sfera, istočasno je pa civilna sfera prestreljena z politizacijo in političnimi interesi. Sej to ni nič novega, to je bilo verjetno zmeraj. In tukaj smo zelo hitro ugotovili, da sicer mnogi uporabljajo besedo civilna družba, istočasno pa sledijo interesom političnih strank. In da je bilo zelo hitro jasno povedano, da na temu referendumu ne sme uspeti nobena druga politična zgodba kot tista, ki je vnaprej dogovorjena, vezana na, recimo temu, levi politični blok v Sloveniji in da nihče drug pri temu v bistvu ne sme sodelovati. Ne? Naša verjetno kar velika napaka je bila, da smo povedali, da smo zbrali kot iniciranje referenduma namesto 2500 podpisov 33.670 podpisov in verjamem, da je to povzročilo alarme v marsikateri pisarni v državi, odkje so se pa te zdaj našli, na kakšen način so pa lahko to zbrali, ne glede na to, da je šlo za tako pomembno temo, kakor je voda. Ampak bolj od tega pa mene za vnaprej skrbi pravni presedan, ki se je zgodil v Državnem zboru, kajti vsi vemo, da neko iniciranje ni v ničemer problematično. Torej, več skupin se lahko poteguje za neko iniciranje pobude in najbolj zanimivo je bilo, da ko so v Državnem zboru zvedeli, da ni samo eden, ki se ukvarja z tem, da bi iniciral, so rekli, noben problem, tudi če vas bo več in tudi če vas bo več vložilo 2500 podpisov, bo sledil en skupni postopek zbiranja naslednje faze, torej, če se prav spomnim, 40.000 podpisov, da se dejansko gre v referendum. Jaz sem bil takrat zelo pomirjen, tudi drugi, ko smo se pogovarjali, druga iniciativa, ki se je s tem ukvarjala, menil sem, da je to dobra rešitev, da saj zakonodajna veja oblasti na ta način ve, kaj se dela, ampak da je pa potem predsednik Državnega zbora v bistvu strokovne službe na nek način negiral, ko je rekel, ena iniciativa, en postopek, druga iniciativa, drug postopek in da se je namesto 40.000 podpisov zbiralo realno 80.000 in da se je ustvarilo še tekmovanje. To je bilo pa nekaj, kar smo mi celo skušali pravno spodbijati in kar mene bolj skrbi je to, da zdaj v bistvu v vsaki naslednji situaciji, ko bo nekdo hotel dejansko želeti referendum za zelo pomembne stvari, se lahko najde še en drug iniciator, lahko pride do podobne situacije in bo prišlo še pri tako pomembni zadevi, kot je zakonodajni referendum, ki je že tako minimalizem referendumske možnosti ljudstva, do načrtnega zavajanja, načrtnega spodbijanja in popolne zmede pri ljudeh, ker nažalost rezultat je zmeda, ker nihče ne razume, kako je možno, da lahko več subjektov zbira iste podpise za isti postopek. Ker mi smo zbirali za postopek, ni bilo, da ena skupina je za, ena pa proti. Tako da res mi je žal, da nekega pravnega epiloga nismo dosegli tudi z vsemi pritožbami, ki smo jih vlagali. To seveda niso bile pritožbe proti drugemu iniciatorju, ampak enostavno proti postopku, ker nam logično je bilo, tudi če je več iniciatorjev, gre potem za eno proceduro zbiranja in vsi zbiramo ene podpore. Nažalost, do tega ni prišlo. In to je grenka izkušnja, pa ne zato, kdo je tam bil bolj viden ali karkoli, čeprav tudi to, ker tudi takrat se je v bistvu začel nekaj, čemur
lahko rečem, medijska blokada, ki je bilo v nekih ozadjih dogovorjen, kdo je zdaj ta prav, pa kdo ne bi bil ta prav. To je tisto, kar nas zelo dostikrat boli tudi v tej državi, ki jo večkrat imenujemo dogovorjena Slovenija, se kar nekdo nekje odloči, kdo so ta pravi, kdo pa ne ta pravi. Ne? Ja. Čeprav gre za skupno dobro konec koncev. To je žalostno in tu jaz mislim, da bomo morali narediti velikanski korak naprej, predvsem pa dozoreti kot državljani. No? Tako da tukaj nas čaka še dolga pot, se absolutno strinjam. In ko smo že pri referendumu, seveda moramo iti na referendum, se ga bova malo bolj detaljno dotaknila. To je namreč druga naša zahteva, ki smo jo izpostavili kot eno najvišjih in mislim, da je, če tako potegnemo črto, resnično tista, ki je v interesu vseh državljanov Republike Slovenije, kajti ko bo referendum imel veljavo, zopet svojo moč prvobitno, tako kot je bil zamišljen, takrat bo tudi ta država oziroma ta politična elita malček drugače morala funkcionirati. Tako da, kot veš, se pogovarjamo o tem nekako v smeri, da se povrne referendumu kredibilnost, da se opolnomoči državljansko voljo z nekimi kvorumi, seveda, da pa ni to vezano zgolj na ta del, ko se zavrne nekaj, ne, da je obvezujoče, ampak da je tako ljudska iniciativa kot tudi posvetovalni referendum v neki določeni volilni udeležbi in seveda določeni potrditvi samega referendumskega vprašanja, tudi tisti ključni element, ki je obvezujoč tudi za državni zbor. Absolutno več kot podpiram oziroma podpiramo vsa ta izhodišča še več. Na terenu največkrat slišimo predloge, zakaj, če je edina neposredno voljena funkcija predsednika države, zakaj ne obstaja načina razrešitve predsednika države z kakršnim koli kvorumom, ki bi ga zahtevali, če vidimo, da predsednik, oziroma nekateri menimo, da predsednik države ne služi ljudstvu. Zakaj v končni fazi nimamo s kakršnim koli kvorumom spet možnosti v končni fazi tudi odpoklica vlade? Ker to, da smo mi v neki demokratični funkciji realno prepuščeni čakanju na naslednje volitve in da vmes res nimamo vzvoda vpliva, to smo zagotovo v zadnjih 2 letih najbolj občutili na lastni koži, ko smo videli, kako so se igrali z nami z raznimi ukrepi in na koncu že za zlorabo zakonodajne veje oblasti skozi odlokokracijo, ki so si jo želeli prepisati. In tukaj vendarle vidimo, da bi rabili še neke umestne rešitve, predvsem za take čase, ko je neka taka kriza, tudi zato, ker ne glede na to, da nekje obstaja nek inštitut, recimo temu tehnične vlade, na njo spet kot državljani ne moramo v ničemer vplivati in smo spet odvisni sam od tega, če bi si to obstoječa struktura zaželela in si jo postavila, ne pa da bi mi s tem intervenirali kot nek glas ljudi, da je treba nekaj interventnega zaščititi, pa potencialno čakati neke volitve. No? Ja, absolutno se strinjam. Do zdaj to je edino vprašanje, no, pri katerem se mi zdi, da so vsi moji sogovorci in sogovornice, seveda, da ne bom se napačno izrazila, podprli v absolutnem delu in jaz mislim, da tu pri tej politični volji, upam, da ne s figo v žepu pri nekaterih, si res zelo želim, da zberemo to moč, to energijo in da speljemo to, ker je potem temelj za vse nadaljne ukrepe seveda postavljen in ne glede na to, kako si bo politika to interpretirala, mislim, da je to potem prava pot, ki lahko povrne ta demokratični del v državo, čeprav tudi demokracija ni ultimativna oblika, ne? Vendar je pa vsekakor bistveno boljše od vseh teh oblik dosedanjih, sploh glede na to, da iz leta v leto oziroma iz ene vlade v drugo samo tonemo v neke druge anomalije in zdi se, kot da bi
kar tekmovali, ne kdo bo kaj izboljšal, ampak kdo bo pokazal, kje vse je ta naš sistem, naša zakonodaja, naša v bistvu kompletno bivanje naluknjano in kje so te vrzeli, ki se s pridom izkoriščajo in konec koncev pa največjo ceno tega pa plačujemo seveda državljani, ki moramo ne samo pokriti, ampak to tudi preživeti. No. Izvoli. Ampak kar je še huje, po navadi smo priče kar močnemu, bom rekel, zgražanju in javnemu obsojanju bolj levega dela politike nad časom, ko je na oblasti desna politika, ampak ko pride do obrata, tako imenovana leva politika nikoli ne popravi tega, kar je desna, bom rekel, pripeljala, ne, in vrnejo nazaj. Ne. Nikoli tega ne naredijo. Zmeri potem uživajo v tem, kar je nekdo naredil neki slabš, ali pa seveda slabš v smislu relacije do ljudi, ne zdaj do politike. Ne. Ja, nekako, no, če poenostavimo, je dejansko država ugrabljena. Ne? In tukaj se res strinjam, da je to neko žalostno dejstvo, da vse te anomalije potem nekomu pridajo prav, ne? Pa tudi anomalije, ki so pa jih tudi leve vlade sprejele skozi obdobja svojih vladanj, ne? Da bi razmišljale namesto ljudi. Ne? Se jaz verjamem, da v bistvu gre za dve skrajnosti, ampak pustimo zdaj to. Vodo smo obdelali, Gregor. A lahko, Tjaša, samo dve stvari. Tole, kar je rekel gospod Gregor, da naslednje vlade, tudi če so iz drugega pola, ne popravijo napak prve, to je res velik problem. Glejte, mi imamo zdaj dva taka primera. En je ZUJF, šele zdaj se popravljajo nekatere napake iz leta 2008. Drug primer je tale mal sramotno dogajanje okrog izbrisanih. Zdaj so dobili opravičilo. Ampak noben ni postavil vprašanja. Kje pa je odgovornost tistih, ki so to povzročili? Kje pa so bile vse leve vlade, ki so trdile, da to ni njihova napaka, pa jo nikoli niso odpravile? Toliko o tem, ko pa govorite o odpoklicu, mogoče je tam treba majčkeno drugače videti. Praviloma se daje pravico odpoklica tistemu, ki nekaj imenuje ali voli. Zato smo mi v našem volilnem predlogu šli v odpoklic poslanca in dali to pravico ljudem, ki ga volijo. V odpoklic v skrajnem primeru celotnega parlamenta, tudi ta parlament je voljen, medtem ko nismo pa zapisali možnosti odpoklica vlade, kajti vlade ne volijo ljudje, volijo ali pa imenujejo, potrdijo parlament. Tako da jaz mislim, da je ideja o možnem odpoklicu vlade je pravno močno sporna, to moramo prepustiti parlamentu, ampak dati za to pravico ljudem, da če pa parlament, kadar je evidentno, da to moral storiti, pa ne stori, oziroma v drugih primerih, da pa se sproži pravica odpoklica parlamenta, ko gre pa za predsednika, seveda večina držav ima impeachment ugrajena, ne? Edino pri nas lahko predsednik počne karkoli, dejansko pa ne more skoraj nič početi, ker je bila definicija pristojnosti predsednika delana takrat iz strahu pred Kučanom in Murglami. Ne? No in zato je seveda naša definicija predsednika je v primerjavi evropskih sistemov nek spaček, ki ga bo treba nujno v naslednjem obdobju popraviti. Hvala lepa. Se maksimalno strinjam z vami, ampak tisti del, ki je mnoge od nas najbolj razburil, je pa funkcija bila predsednika. Pustimo to, kako se ni odzval na nasilje nad ljudmi strani policije, ampak kako se je pa v bistvu igral pri kadrovskih zasedbah, pa če rečemo sam glede ustavnega sodišča naprej, pa bi lahko bistveno bolj bil predsedniški, pa karkoli smo mu nosili od podpisov do ne vem česa, je zmeri tudi čez 10 000 podpisov
recimo je zmeri dal primat izključno pravzaprav koaliciji oziroma moči politike in ni dajal niti privida posluha za tisto, kar je uporabljal v neki medijski kampanji, ko je kandidiral. Tako da izhodišče nam je bilo pa zmeri, če nekoga voliš, moraš imeti tudi orodje, da če si ga neposredno izvolil, da se tudi zahvališ za tisto, če ugotoviš. Pa zdaj še enkrat, kot sem prej rekel, ne glede na to, kako bi dogovorili kvorum, da to seveda ne more narediti zdaj par 10.000 ljudi slabe volje, ampak neki. In v resnih situacijah verjamem, da bi se resno število ljudi to vrstnega odpoklica udeležilo in bi s tem izrazilo svoje nezadovoljstvo. Tako. Jaz mislim, da do nagajanj, da prihaja do nagajanj oziroma da bi utegnilo priti do nagajanj je nek za lase privlečen razlog. Lahko v vsakem primeru pride, pa če nič drugega se pa stranke preverja, so ustavno sporne ali ne, konec koncev. Vedno lahko pride do neke take anomalije in tukaj tega ne bomo preprečili. Dejstvo pa je, da imajo ljudje pravico povedati, in to je tisto bistvo, da imajo možnost, ker ti raje participiraš, raje sodeluješ, raje si angažiran, če imaš občutek, da je tvoj doprinos tudi cenjen. Če pa samo daješ, nimaš pa pravice potem o tem odločati, pa seveda, če se počutiš kot neka leva smet, je pa rezultat tak, kot ga imamo na volitvah, posledica logična tega. Da ne bom jaz tu svojih filozofij razpravljala o njih, greva na eno perečo tematiko, ki mene zelo bega zadnje čase in moram priznati, da je bila tudi pogosto vprašanje na naših srečanjih in da sem dobivala takšne in drugačne odgovore. Orožje. In sicer govorimo zdaj o tem božjasnem 780 milijonskem orožarskem projektu, ki si ga je naša vlada zadala in zoper katerega seveda referendum ni možen in zdaj se pač dela vse, da bi se zavleklo v novo vlado. Tako da, zdaj pa mene zanima, da pride Ljudska lista, Zdrava družba v parlament oziroma v državni zbor v naslednjem mandatu, ali podpre, da se ta nakup ustavi, ali podpre, da se nadaljuje z nakupom. Verjetno bomo mogli iti bolj izvorno v problem, ker orožje najverjetneje ne rabimo zaradi interesov Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ampak verjetno zaradi dogovornih kvot ali navodil vojaške zveze, v kateri sodelujemo, pri čemer najbolj bode v oči pa nekaj širšega od tega, da smo si v strateških dokumentih Evropske unije že zdavnaj opredelili smer obrambe kot nekaj, kar smo imenovali skupna zunanja in varnostna politika, in da ne glede na uspehe na monetarnih področjih, ne vem, kjer jih še vse v Evropski uniji, tukaj pa nismo uspeli narediti nobenega koraka. Tako da plan je zgolj za tem, da izpolnjujemo procente, ki dobivamo navodila, koliko naj jih namenimo za nakupe neke vojaške opreme, zagotovo ne more biti stvar, ne sme in ne more biti stvar nečesa, kar naj bi bila suverena država, pa verjamem, da že s to suverenostjo imamo lahko kar veliko izzivov, ali jo še imamo, koliko časa jo lahko še imamo in kakšni so cilji, da bi jo ne samo mi, pa še kdo drug zgubili. Vsekakor pa tisto, kar bi pa vendarle zdaj na tej točki rad rekel, nismo predvideli takih programskih rešitev, da bi mi vnaprej rekli to ja, pa to ne, ker je bilo tudi tega do zdaj preveč in na takih strateških vprašanjih absolutno ne sme biti nobene prepreke, da se ne bi vprašali ljudstvo. In tukaj rabimo mi mnenje vseh, ne pa ena skupina, ki pride zato, ker sledi programskim navodilom interesnih skupin, ki so to skupino podprle, da bomo pol to zagovarjali v državnem zboru. Torej, ena od tem, ki nas zelo zanima, je jedrska razorožitev na splošno. Te
teme, kot so pa posamezni nakupi, pa to je pa stvar, kjer bi se mogli ljudje, če sploh, menim sicer, da bi jih zdrava politika v normalni državi sploh ne bi smela pripeljati do te točke, če pa že, je pa pol to stvar ljudi, ali so za to ali ne, ker v končni fazi, če smo že doživeli pod pretvezo neke trojke, da smo več kot 5 milijard davkoplačevalskih sredstev mimo naše volje dali v sanacijo bank in vsega, kar je bilo v tistih ozadjih, se ne more to vračati vse pogosteje, ne, na raznih projektih, da dobesedno za lopato mečemo davkoplačevalska sredstva, istočasno pa tarnamo, kako se poglablja prag revščine, kakšne težave socialne imamo. In ne verjamem, da si lahko katerakoli država privošči nekaj, kar je tako oslabljen socialni status državljank in državljanov, kar je pa še huje, da smo si dopustili v 30 letih, da smo na področju samooskrbe s hrano na samo 30%, kar bi po našem trdnem prepričanju mogli zvoniti vsi alarmi vseh normalnih ljudi v državi, ker 4 upadnice v državo se zapre, pa je država v najkasneje enem mesecu prehransko na kolenih. In to zagotovo ne more biti temelj suverenosti. In kdorkoli misli, da nas bo za 800 milijoni vrednim orožjem branil, če ne bomo imeli tako kot Napoleonova vojska bobov v hlačah, ki so prečkali največje prelaze, da niso pomrli, če ne bomo imeli nekaj v žepu za jesti, nam ta orožje nič ne pomaga. No? Ampak kakšne so pa predvidevanja, recimo zagotovo ste se samooskrbo precej ukvarjali, čeprav mislim vaša stranka tako temelji na tem, če sem prav doumela že, Lista, se opravičujem. To se pravi, kakšen je pa odstotek, ki ga pa vi recimo zasledujete? Kakšen bi bil idealni odstotek skozi vaše oči in vaš program? Nič pod 60% in tudi, ko smo analizirali, dobili smo neke PR puhlice iz kakšnih vladnih uradov, da so bile to zahteve Evropske unije. Po naših analizah nobene to vrstne zahteve Evropske unije ni bilo po tako nizki stopni samooskrbe in tudi, če bi bila, če kaj vemo, lahko država zmeri v pogajanjih doseže kakršnokoli izjemo in verjamem, da na prvem mestu bi si jo mogli izboriti, če bi sploh to bilo res, zagotovo na neki prehranski samooskrbi, ampak mi imamo na področju kmetijstva imamo seveda več, recimo temu, anomalij, od tega, da se stimulira velikega kmeta, da ni v bistvu stimulacije več majhnih kmetov, ki delajo zase, ampak izključno veliko. In kar je še huje, da se večina subvencij porabi za pridelavo hrane za živali, ne pa za ljudi. Tako da teh vprašanj ali pa sistemskih pristopov je kar veliko, do katerih se bo treba opredeliti pa najti verjetno malo drugačne rešitve. No? No, mislim, zdaj bom omenil si velike kmete, omenil si zdaj pridelavo in tako naprej. Ne morem mimo tega, kar gledam praktično zdaj leto za letom, že 20 let živim na Barju in tu so pač seveda poplave konstantne. Nekaj, kar mimo česar ne moreš niti eno leto samo. Ne? In zdaj tu nastajajo njive nasadi koruze, ki so poplavljeni. Vemo, da ta koruza potem ničemur več ne služi, se jo samo še požge. Vemo pa, da so ti kmetje subvencionirani, da pridelujejo to koruzo. Kje je tukaj sploh smisel? Ni ga. Ne obstaja. Mi imamo tretjino površin v Sloveniji ni primernih za pridelavo koruze, pa vendarle kmet lahko tudi na tej površini pridobi subvencijo za pridelavo koruze, kjer bo slej ko prej prišlo do problema in bo potem terjal odškodnino, drugo, tretje. Ne? Ja, mislim, to je dejansko anomalija, ki vsi vedo, da se to dogaja, ampak ni pa neke politične volje ali ne vem, želje, da se pa temu pride do dna. Jaz mislim, da to je ena od stvari, ki pa se ne gre za neke velike površine, gre pa za, mislim, da čisto načelno
stališče do zadev, kako naj bi se reševale, ne, v neki pošteni družbi, seveda. Ampak to je tisto, kar smo mi včasih imeli na bolj lokalnem nivoju, razvojne pa strateške centre, ki so preučevale pa so pripravljali neke lokalne ali pa regionalne načrte, pa smo to zelo hitro izgubili, pa se je vse postavilo na nacionalno raven. In res ena od stvari, ki se nam zdi, da ključno manjka, so te pokrajine, pa da mi vrnemo to decentralizacijo oblasti in da se pol na teh nivojih ukvarjajo s temi vprašanji, ne pa da za vse te policy, o katerih se zdaj pogovarjamo, delamo mi nacionalne politike, ki zagotovo nimajo ne smisla, ne efekta, so pa zgolj nagrade neposredno nacionalne politike, lokalni politiki, za to, da lahko pride do kohabitacije in neposrednega nadzora lokalne politike. Se absolutno strinjam, Gregor. Čas se nam izteče, te lahko še malo potegnemo, ali imaš kakšne druge obveznosti? Ne, absolutno nimam omejitve. Vidim, da se tukaj nabirajo vprašanja, lahko jaz v bistvu ti preberem, in sicer Sašo Murtič pravi: Gregor Kos, ali menite, da imajo politične stranke v oblasti mediji, ali pa je zdaj zadaj denar, ki ga zagotavljajo strici iz ozadja za določeno politično elito? Moje mnenje je, da imajo ozadje v rokah in stranke in politike. In medije, pardon. Ne pa, da bi stranke imele v rokah medije. Še neko vprašanje je bilo, pa je zdajle zginilo. Ok, se bo pojavilo, lahko tudi Tone Ogrin iz Ljubljane je roko dvignil, pa bi kar samo vprašal, če lahko. Evo, super. Ja, samo tole vprašanje, ko ste omenili na 4 leta, pa vmes nič ne moremo, ne. Dejansko je naša pot v demokracijo krvava. Torej mi, glejte, jaz sem malo že prej tudi živel, ne, in zdaj govorimo o participativnosti, ne. Ste tudi omenil in Tjaša tudi, ne. Kakšna borba je pravzaprav, da dosežemo sploh neko soodločanje vmes med volilnimi 4 leti, ne. Kakšna borba je, da sploh kaj lahko soodločamo. Meni se zdi, da mora iti v smeri soodločanja na več področjih. Mi smo namreč to imeli, nam ni treba tople vode odkrivati, ampak žal, veste, čim rečeš, da bi imeli tako in tako obliko, ki smo jo že imeli, takoj rečejo, ja, boš pa spet komunizem ponavljal, ne. Torej, komunisti so ugotovili, da ne morejo sami vladati in so ustanovili SZDL, recimo, pa ne samo to, pol so morali še naprej in so ustanovili samoupravne interesne skupnosti. In ko danes govorimo, jaz sem eden od takih delov za telesno kulturo, recimo, in je bilo za izobraževanje, znanost, za vrtce, za vsega hudiča. In tam se je denar delil, a zastopite. Potem je pa minister Kranjc naredil veliko škodo s tem, ko je ustanovil integralni proračun države, in zdaj so pa začeli s te vreče jemati samo stranke. Mi pa nimamo več dostopa do denarja. In svet, recimo Evropa, se najbolj boji, da bi mi šli res v eno tako demokracijo, da bojo ljudje soodločali, kajti zdaj nas furajo od zunaj. To je največji problem. In zato so nam uničili socializem, ker so ugotovili, da odločajo ljudje. Zdaj pa nič več, zdaj pa pritisnejo na Janšo, pa je konc. Pa on naprej, ali pa na koga drugega. Čisto vse, kdo je na tam. Kako bi mi postopno ob seveda nujni spremembi volilnega sistema vpeljevali, mogoče že vmes, tudi te oblike soodločanja prebivalcev. Če omenim recimo občine, ne, tam bi se to lahko najprej, ampak tudi tam je omejeno. To je velik problem, kako prijeti nazaj na demokracijo. Ne, tako. Hvala vam, se absolutno strinjam z vami in tudi tukaj vidimo eno od rešitev v ureditvi teh pokrajin in prenosa dela pristojnosti nacionalne politike na
pokrajine in odločanje najmanj na tem nivoju. Da bom pa še ponazoril, kako se strinjam z tem povedanim, pa kako problematično je vse za nazaj obsojati, bi pa dal primer zakona o varovanju okolja iz časa SFRJ, ki je bil tedaj najbolj kvaliteten zakon o varovanju okolja na svetu. Prišli so ga proučevati iz NASE, iz Združenih narodov. Kaj se je zgodilo tisti trenutek, ko se je Slovenija osamosvojila? Eden prvih je bil na udaru ta zakon in eden prvih so se začele ustanavljati nacionalne direkcije za vode, okolje in podobno. Sam, da se je razbil tisti sistem, ki smo ga na lokalni ravni imeli dobro prej vpeljanga za varovanje okolja. Tako da veliko rešitev je bilo že zdavnej, kaj ne rečem, izumljenih, uporabljenih in res malo tople vode bi mogli odkrivati, ker bi mogli samo dobre prakse povrniti, se znebiti nekih PR anomalij v zvezi z socializmi, komunizmi, ker v končni frazi, tako kot ste vi rekel, gre za soodločanje in soodločanje ne more biti primat nobene liberalne, komunistične ali pa kakršnekoli politike, ampak je to stvar ljudi, državljank in državljanov in to je eno od bistev, s katerim se moramo ves čas ukvarjati. Tjaša. Prosim. A lahko jaz vprašam Marc? Seveda, izvolite. Bi vprašal, kako boste po izvolitvi v državni zbor držali besedo? Kako bomo držali z besedo? Da vam zaupamo. Zdaj pa še naprej. Ali boste dosegli prag ali ne? In če ga boste dosegli, hvala. Če ne, je potrošena naši glasovi za nekoristno, ne? So izgubljeni glasovi. In zdaj, jaz ne vem, tale krog, ki je tukaj, razmišljamo zelo podobno kot vi. Kaj naredimo, da vas spravimo čez prag? Hvala. S tem zadnjim stavkom ste povedali točno to, kar ste prej vprašali. Prej ste vprašali, ali boste vi prestopili prag, mi ga ne moramo, samo mi skupaj ga lahko. A veste, tisti trenutek, dokler govorimo o nekomu tam in ne razumemo, da smo to načeloma vsi, pa recimo, da ne glede na to, kdo od vseh sogovornikov danes se je že odločil ali pa ve, koga bo podprl na volitvah, najmanj kar je, lahko vsi podpremo našo sploh možnost sodelovanja na volitvah, ne? Za kar potrebujemo. Sekundico prekinem, Marca, boste lahko gospod Grum utišali, samo prosim. Evo, super, izvoli. Torej, da najmanj kar je tisti trenutno največji izziv, s katerim se soočamo, teh 8000 podpisov, in tukaj bo seveda vsaka pomoč več kot dobrodošla, ker se skupaj zavedamo tudi glede na izvedbo, kakšna anomalija je spet to v sistemu. Kako bomo pa držali besedo, tukaj vam pa ne znam odgovoriti drugače, kakor da se dogovarjamo tudi znotraj skupin po Sloveniji, da ne glede na to, da trenutno zakonodajno ne poznamo, pa to smo se že prej z gospodom Pintarjem pogovarjali, od poklica poslancev in celotnega državnega zbora, da mi vnaprej razmišljamo vsaj o neki moralni zaprisegi, da tudi če to zakonsko ni opredeljeno, da bi nek starešinski svet tega ljudske liste lahko pozval tistega, ki bo jo naše kandidatke in kandidati k moralno zavezanemu odstopu, če bi ob izvolitvi začel v državnem zboru slediti nekim drugim interesom, kakor so interesom tistih, zaradi katerih je bil izvoljena ali izvoljen. Več od tega, kakor vemo, že to trenutno ne obstaja, se pa veliko temu pogovarjamo, ker tudi mi razmišljamo o tem, da ne bi bili mi zlorabljeni, da bi nekdo mimo politične stranke prišel tja in potem se pridružil
v parlamentu, neki drugi poslanski skupini in zgolj zlorabil platformo, ne glede na to, kako je zahtevna za izvedbo. Zagotovo se pa ne ukvarjamo s tem, ali smo sposobni prestopiti. Zagotovo ni naš cilj zgolj prestop praga. No? To ste mi tudi zelo deklarativno vprašal. A boste podprli, dali v proceduro takoj predlog novega volilnega zakona? Absolutno. To je ena izmed prvih točk, ki nas zanima in vse tisto, kar sem že prej govoril, in spremembo volilnega zakona in kar se tiče predsednika, to so tiste stvari, ki trenutno ljudi tudi najbolj zanimajo. In referendum. In referendum, predvsem referendum, no ta na prvem mestu. No. Res, ker na srečo jaz dostikrat rečem, da se res zahvaljujem tej razglašeni krizi, ker toliko ljudi, ki se je zdaj zbudil v tem državljanskem smislu, se najmanj 10 let še ne bi zbudili. In v tem dobrem letu in pol, skoraj 2 letih, so končno ljudje začeli spet razmišljati, kaj je civilna iniciativa, kaj pomeni vlaganje zakonov, zakaj oni še zdaj mnogi ne razumejo, da referendum ni možen drugače kot zakonodajen. Mi še zdaj dobivamo vprašanja, zakaj ne date referendum za to pa to temo. In razlagamo, da je to možno samo 7 dni po sprejetju novega zakona in tako naprej in tako naprej. Tako da končno je ljudi spet začela zanimati politika. Nažalost, šele takrat, ko so bile omejevane naše ustavne pravice in svoboščine. Nažalost je moglo do tega priti, ampak še enkrat hvala Bogu, da je do tega prišlo, da so se saj na tej točki zbudili. No. In zdaj sam upamo, da je ta val prebuditve bil dovolj močen, da bo za sabo potegnil tudi željo po bistveni preobrazbi v državnem zboru. Ampak kako pa zagotoviti v bistvu, da ljudje ne bomo zopet zaspali? Zdaj bom govorila kar v prvi osebi množine, ker smo vsi malo spali, ne? Vsi smo bili tako, vse je samo po sebi umevno, demokracijo imamo, zdaj se nam pa nič več hudega ne more zgoditi, zdaj pa samo še lepo, ne? In pol smo se zbudili tu, kjer smo. Zdaj se bomo zganili, bomo nekaj naredili in bo spet lepše, ne? Predvidevam, da slabše je že težko. Torej, kako zagotoviti, da bodo ljudje res ta svoj doprinos začeli dojemati kot dolžnost, pravico in odgovornost? Gospod Kos, pa lahko vprašam vas. Namreč, če se hočete bistvene spremembe narediti, ker jih je nujno narediti, je treba imeti ustavno večino. Ne? Če hočeš pa prijetno iti na referendumsko odločanje, zakonodajno odločanje, kar dejansko bi bilo nujno storiti. Dejansko takole, kot jaz zdaj gledam, vi ste to gibanje, ne, je obsojeno na internet, ne, na internetno komunikacijo, ker praktično se težko kjerkoli pojavite in prebijete. Ne. Potem, ker niste parlamentarna stranka, v zadnjem mesecu bo ultradiskriminacija vsaj na glavnih medijih. Ne. Dejansko je treba po mojem razmisliti, da se izpostavite z eno zelo kvalitetno vsebino, a ne, tle lahko vam damo gradivo, pa boste z tega ven izbrali, ampak treba je tudi videti, ali je še kdo, ki bi razmišljal tako in se potem tudi povezval v neko koalicijo za te cilje, da bi sploh demokracijo vzpostavili pa odstranili sedanjo tole fevdalno politično strukturo, ki dela samo škodo. In tudi, če boste prebrali ta tekst, jaz sem pač napisal v 8 vprašanjih, fundamentalnih, nobena stranka odgovora nima. Ne o energetiki, ne o, brez vizije so. Ne, po hrani ste prele govorili. Dajte, mi se dejansko zastrupljamo. Ne. V 60 letih, lepo prosim, oziroma v 50 letih 60% je padla moška plodnost. To pomeni, da industrijska hrana je strupena. In dejansko v Sloveniji bi lahko šli na ekološko, zdravo, pridelano hrano. Gregor, izvoli, boš repliciral gospodu Staniču? Sicer se bojim, da še ni nehal govoriti, očitno smo sam zvok zgubili. Absolutno se strinjam z vsem povedanim, samo eno stvar želim izpostaviti, ne obstajamo predvsem internetno, ravno obratno.
Mi smo si zadali cilj, ker smo vnaprej vedeli, da bo lahko prišlo do medijske blokade, da je edina pot teren. Zato sem že na začetku povedal, da smo bili že na 63 lokacijah, povsod postavljamo lokalne skupine, lokalne koordinacije, imamo potem redna srečanja, zavedamo se, da je ena ključnih prednosti dosedanje ureditve političnih strank prav v tem, da imajo 30 let baze po terenu in da lahko samo kvalitetno delo na terenu poveže nekaj in potem postopoma raste do nekega želenega učinka. Tako da tukaj dajemo največjo pozornost, vemo, da bomo v medijskem smislu relativno malo in absolutno se strinjam maksimalno z vami povezovanje s tistimi, ki dejansko imamo ne samo na papirju, ampak da res želimo karkoli spremeniti in tudi na temu se kar veliko pogovarjamo. Eno zelo pomembno vprašanje, ki bo tudi verjetno ključno v pridobivanju zaupanja politike nazaj, je seveda vprašanje preganjanja gospodarskega kriminala in zastaralni roki. Jaz mislim, da tukaj se bodo res kopja lomila, kajti doslej res ni bilo neke politične volje, niti želje, niti pomisliti, da bi se karkoli dejansko to pogledno uredilo. Zdaj je skrajni čas, ljudje to zahtevamo, ne samo želimo, zahtevamo, čas je, da se stvari nehajo dogajati na tem področju kot se. Kakšen je vaš pogled na to? Celo več kot to, mnogi na terenu govorijo o tem, da mi sploh še nismo izvedli dejanske neodvisnosti in da smo še zmeri v mehurčku, ki se še zmeraj ukvarja z razbijanjem blagovnih znamk in podjetij. Redno spremljamo enega redkih še prisotnih kvalitetnih raziskovalnih novinarjev Domagoja Margetiča, hrvaškega poznavalca, ki tudi javno objavlja ocene o tem, koliko milijard je bilo v času tako imenovane neodvisnosti odtujenih. In zagotovo ena od razmišljanj je, ne glede na to, koliko milijard so neki tajkuni iz Slovenije tudi po osamosvojitvi že odtujili na neke offshore in podobne račune. Jasno je, da je treba postopke izvesti, ampak predvsem je treba ta denar nazaj pripeljati, ker to je tisti denar, ki je bil nam, državljankam in državljanom, ukraden. In tako, kot bodo morali odgovarjati za neustavne in škodljive ukrepe v zadnjih 2 letih, je čas, da odgovarjajo za zadnjih 30 let in tle ni nobenega zastaranja in tudi tisti, ki se skrivajo za bančnimi zakoni o zastaranju, ki smo jih mogli nekateri čakati, da so lahko ali pa da so mogli končno prodati Novo Ljubljansko banko, da so prikrili vse, kar se je znotraj dogajalo. Ne moramo teh stvari pometati kot preprogo. Nažalost je država in ljudje s tem preveč izgubila in nihče ne more ljudem reči, da ni denarja za socialo, če se na drugi strani vidi, kako se denar meče dobesedno z lopato tistim, ki sodelujejo v neki dogovorni Sloveniji. Tako da absolutno tukaj ni nobene, bom rekel, milosti in absolutna pripravljenost za to, da se te stvari razrešijo. Nujno in absolutno. Ravno danes sem gledala vaš plakat, mi je všeč ta če kdo, ne, mi in če kdaj. Ja. Ne, tako da lepo povedano in jaz upam, da se dejansko vam uresniči in da ta kdo in kdaj zaživi v tej polni meri. Če bi kdo želel še karkoli vprašati Gregorja, vabljeni zdajle. Medtem ti bom, če se bo še kdo javil, no, mene samo še zanima pokojnino, nedotakljivost pokojninskega sklada. Ali misliš, da je pri nas možno organizirati dejansko te vrste sklad po vzoru, ne vem, tukaj pa lahko izpostavimo Švico, ker imajo na tem področju res vrsto desetletij in stoletja že skoraj izkušenj.
povej mi, zakaj pri nas vedno znova posegamo v ta sklad, pravijo, da je piramidni, pravzaprav niti ni res. No, imeli smo veliko bogatstva, Slovenija, ko se je osamosvojila, je bila sicer brez nekih finančnih sredstev, smo pa imeli infrastrukturo, imeli smo praktično vse in zdaj smo brez vsega. Verjetno je eden od razlogov tudi ta, ki smo ga danes že slišali o nekem integralnem proračunu, da smo nehali se ukvarjati z nekimi planskimi proračuni pa tako naprej. Ampak poleg pokojninskega bi vendarle mogli omeniti še zdravstveni proračun, torej zdravstveno blagajno, ki je bila tudi predvsem v novejši zgodovini zmeri plen interesnih skupin, pa produktov in vsega. Tisto, kar me osebno, ne bom rekel, da plaši, ampak najbolj spravlja v neko stanje nezadovoljstva, je to, da ga tako rekoč ni področja v Sloveniji, kjer ni potrebno bistveno čiščenje. Da tako rekoč težko bomo našli resor, na kateremu bi lahko prišel recimo minister za ekipo, kjer ne bi imel kaj za pospravljati. Ali pa karkoli urediti, tako da neverjetno je res, koliko smo uspeli generalno v 30 letih zavoziti iz nečesa, kar naj bi včasih bili govorjeni kot neka Švica in ne vem, najbolj razvita država znotraj nekdanje Jugoslavije, da smo zdaj prišli do nečesa, da se sploh nimamo več s kom primerjati. Včasih smo sanjali, da smo v srcu Evrope, da smo srednja Evropa, da nikoli nismo hoteli biti Severni Balkan. Ne vem pa, s kom se lahko še danes primerjamo. Eno je primerjava po BDP-ju, ki verjamem, da noben resen človek se s temi primerjavami več ne ukvarja, oziroma vemo, da pokazatelj zgolj ekonomski nima nobene veze več za kvaliteto življenja ali pa z zdravo prehrano, z ničemer od tega, kar bi se mogli ukvarjati. Prav razmišljali smo o tem, kako bi bilo treba ob neki ustavni večini celoten pravni sistem kot nek moratorij vršiti, pa res začeti graditi znova, ker mi smo tudi preplavljeni z zakonodajo, kjer je za en zakon 10 podzakonskih aktov, pravilnikov, ne vem kakšnih še vse aktov, ki so sami po sebi namen, namesto da bi imeli nekaj področnih relativno jasnih zakonov, ki rabijo zelo malo podzakonskih aktov, pa bi imeli vse to urejeno. Ne, mi se zmeri samo poplavljamo v novih. Verjamem, da predvsem spet zaradi interesa interesnih skupin, ki iščejo posamezne rešitve znotraj zakonov. Dvomim pa, da na kjermokoli področju kdorkoli zasleduje interes, da bi bilo dobro za vse. Saj sam ga nisem zaznal najmanj v zadnjih 10 letih na kateremokoli področju. A pa misliš, da je to v bistvu sistem prilika delati tu, ali je to že kar folklorno postalo, da ko prideš na nek položaj, da to pač se tako dela in to je to, ali mislim, ne znam si drug reči. Jaz se bojim bolj te folklore, ker pri nas je to še toliko bolj izrazito, ker nekomu, ki to dela, nažalost pri nas rečejo, da se je znašel. Mi ne rečemo temu ne pridi prav, zmikaut, goljuf, ampak ta se pa znajde. In dokler bomo na ta način razmišljali v tej ljudski sferi in da bomo tudi kakšnega župana pa še koga nagrajevali kot ta se pa znajdu, vse vemo, da je mal ukradel, ampak je pa vsaj nekaj naredil. Ne moramo na take standarde pristajati. Ne? In, ja, če se lahko oglasim s tem v zvezi, mi na ta način vzgajamo mladino. Ne? To so vzori, kako se naj ona obnaša v življenju. Pač, ne? In pri študentih se je to že takoj videlo. Ne? Imam pa še eno, sam malenkost mogoče, ampak ni. Ne? Tale invazija Rusije na Ukrajino je zelo huda stvar in sam ljudje vedno nastradajo. Navadni ljudje, ki niso bili pri politiki. Ne? Ampak če pogledate na RTV Slovenija, bi rekel en članek 14. februarja, ko še ni bilo jasno, kaj se bo zgodilo, je pa dokaj objektivna slika. In tam je samo ena stvar.
dobili so predsednika, ki je podoben mogoče našemu Šarcu, tudi on je bil baje komik in tako naprej, skratka ni kompetenten in je začel se spogledovati z NATO-om. Veste, kaj pomeni 3000 kilometrska meja do Rusije, pa da je NATO na to mejo pride. In NATO se lahko zdaj smeje, ker je tako daleč sprovociral Rusijo, da so šli v invazijo. Vsi protestiramo seveda, ko se je pa Irak napadel, ne pa nimben, verjetno. Še mi smo šli v Irak, ne? Točno to. In mi smo bili del tako imenovane sramotne koalicije 14 držav, ki je šla v invazijo brez mandata Varnostnega sveta Združenih narodov. In takrat vsaj meni ni bilo v nobeno čast, da sem državljan Republike Slovenije in da smo šli v eno invazijo. Kar se pa te konkretne situacije tiče, sem pa zelo vesel, da smo viralno dobili pogovor TV Asa z gospodom Lipuščkom, ki je naredil odlično, res vrhunsko oceno ozadij te krize, vloge Rusije in istočasno stopnje družbene zavesti v Ukrajini. Zavedati se pa moramo to, da zagotovo ta predsednik ni bil izvoljen v Ukrajini kar tako in da so bili že takrat zelo, zelo, zelo močni zunanji interesi, tako finančni kot izvedbeni. In kot sem obveščen, tista tehnologija digitalna, ki se je prvič uporabila v Angliji, kar se tiče Brexita, se je nadaljevala prav na ukrajinskih volitvah za izvolitev prav tega gospoda komika. Ja, jaz mislim, da bi tu na tem področju zdaj lahko odprl razpravo, pa da se ne bi nehala, se bojim, da se bomo oddaljili. Jaz bom tako rekla, ne, če lahko citiram, ne, vojna in mir, ne, vojna ni mir, tako da dajmo tu ta temačen oblak mogoče za nocoj presekati, ker se mi zdi, da smo vsi pod vtisom tega vsega skupaj, upajmo na najboljše. Če se vrnemo k tebi, Gregor, in k državljanski listi Zdrava družba v svojem imenu in prepričana sem, da v imenu vseh nocoj prisotnih in še v imenu marsikoga, vam res želimo, da prestopite parlamentarni prag, da pokažete, kako se lahko to stori, da pokažete, da ljudje imamo moč, da uveljavite veliko svojih dobrih načel in res si želim, da pride do neke kakovostne spremembe in res vam želim vse dobro in hvala za vse odgovore in za vsa pojasnila in za pol ure čez časa in upam, da se še kaj srečamo in še kaj pogovorimo in gremo naprej. Tja, kamor je to. Najlepša hvala in hvala za priložnost in za pogovor vsem skupaj. Hvala. Jaz lahko prosim, gospod Gregor, če lahko pol še malo stanete, imam še eno vprašanje oziroma predlog. Drugače pa hvala lepa za res prijeten pogovor. Hvala, adijo. Srečno, lahko noč.